Ivana Novak v naši družbi. Ivana, lepo zdrav. Ja, živijo, lepo zdrav. Vpeta si v film. Ja, tako je. Delam kot filmska urednica na televiziji Slovenija, pa bila sem filmska kritičarka, tako da, ja, v bistvu na tej teoretični strani filma. No. Kako pa si potem zašla v glasbo? To pa že od majhnega. V bistvu sem odraščala v eni taki bolj glasbeni družini. Igrala sem klavir, pela sem, potem smo imeli band, Firefly, tako da to pa že odvedno, to je taka strast, ki me odvedno že spremlja. Če bi združila film in glasbo, potem bi ustvarjala filmsko glasbo. Ja, in to so moje velike sanje. Omenila si tudi skupino, z njo več ne sodeluješ? Ne, mi smo v bistvu igrali skupaj, jaz sem bila takrat še najstnica. Večinoma sem pisala pesmi, potem smo jih skupaj zaranžirali, igrali smo skupaj 5 let. Tudi koncertirali smo veliko, en album smo izdali, ampak potem smo počasi nehali, ker 5 let je v bistvu dolga doba, se mi zdi za band, da je skupaj. Potem se že začnejo razlike v okusih pa interesih. Pa tako. Izdala si tudi 2 solo EP-ja, en je instrumentalni, drugi pa vokalni. Ja, to vse delam sama doma, tako da tudi v bistvu potem distribucijo izvajam samo prek spleta, prek Facebooka, tako nič zelo ful ambicioznega bi rekla, ampak tako nekako pač ustvarjam, ker si želim ustvarjati, ker v bistvu malo ustvarjam zase, potem pa dam to še malo ven. No. Zdaj s tem singlom novim imam pa mogoče malo več ambicij, tako da sem ga že poslala na radio. Tudi zavrteli smo ga v prejšnji oddaji Radioaktivno, skladba nosi naslov Missing, koga pogrešaš? Aha, ja, no saj človek vedno marsikaj pogrešano, ni popoln, oziroma ni izpopolnen. Ja, to je pač ena taka pesem o tem, recimo. Oziroma je malo napisana z perspektive ženske, ki ugotovi, da v bistvu je njen moški nepogrešano. In na koncu dojame, da mu to lahko sporoči s pesem. Prav to, da je ne pogreša, da ni preveč lepo. V času preobilja pogrešamo marsikaj, čeprav vsega imamo. Ja, absolutno. Ampak vse je kot rečeno. Ja, tako kot ste rekli, tudi če imaš vse, še vedno nekaj manjka, nekaj temeljnega, če je pač človek. Bo skladba dobila tudi svojo video podobo? Ja, močno upam. Mislim, da je to kar nujno za dodatno promocijo. Pa tudi glede na to, da se mi zdi skladba kar taka, pač malo pop, pa tako da mislim, da ne bi bilo težko dati ene video podobe gor. Delaš skladbo po skladbo, torej single za singlom, ali razmišljaš, da bi vse skupaj na koncu išlo kot album? V bistvu nimam, malo sem neorganizirana v tem smislu. Pač izdajam single za singlom, pa kratek album za kratkim albumom, ravno zato, ker nimam nekega dolgoročnega načrta, plus da me tukaj enih različnih žanrov me vleče in v pop in v malo filmske glasbe, instrumentalno. Tako malo raj delam po navdihu, pa se pa ne zavežam k temu, ne, da bi naredila cel album. Recimo. Plus, da delam sama. Pač pišem glasbo sama, pojem, pišem besedila, še nekim miksam, pred tem nekim končnim miksom. In to je velik zalogaj. Tako da recimo za to pesem sem porabila kar nekaj časa. Nisem jo samo pač napisala doma, pa jo šla potem posnet, ampak sem sama delala na njej, no, tako je čist moj produkt, tako da, ja. Težko je biti deklica za vse. Ja, ampak tako sem se odločila, ker mi kar pašeno. Je pa res, da v bendu je drugače delati. Je hitreje, več idej pride naenkrat, več glav, več ve, tako. Absolutno, mislim, ne preferiram solo dela, pa band, pač to so različni postopki dela. No. Bova pa jo sedaj spustila tudi v eter, zato Ivana, beseda je tvoja. Poslušali boste moj vokalni single z naslovom Missing, ki je bil napisan med pandemijo koronavirusa in posnet in zmiksan, tako da uživajte. Here, with the wall against my back, fire on my track, and faking gravity. Now, I am stopping my ascent, counting what I had, and tasting reality. For
and the river